festivalu za tretje življenjsko obdobje Ministrstvo za obrambo nastopa že 6. Letos se predstavljamo z našimi osnovnimi dejavnostmi, to je priprava za upokojitev in pa skrb za nekdanje pripadnike. V okviru tega smo pripravili potem še predstavitev športnikov Slovenske vojske pod sloganom skozi šport v mladosti do kakovostne starosti. Na naš prireditveni prostor smo športnike tudi povabili, da se srečajo z našimi upokojenci, pa seveda tudi z drugimi obiskovalci tega našega festivala. Istočasno smo pripravili tudi merjenje dejavnikov tveganja, kot je visok krvni pritisk in pa krvni sladkor. Tako menim, da smo zaokrožili naš nastop na najboljši možni način in ga seveda podkrepili tudi z prisotnostjo naših društev, kot je Društvo upokojencev, Zveza vojnih veteranov vojne za Slovenijo in Zveze slovenskih častnikov. Prvič predstavljamo na festivalu tudi naše prostovoljsko društvo Ministrstva za obrambo. Vrednote v Slovenski vojski so zelo utkane v vsakega posameznika in tako so tudi prostovoljstvo po končani delovni aktivnosti v upokojitvi nekaj normalnega, ljudje si pomagamo med sabo. Danes tukaj se družimo starejšo generacijo, ki je zelo navdušena nad nami športniki, ki smo zaposleni v Slovenski vojski in mislim, da je tudi dobro za promocijo vojske, tako da z roko v roki. Tukaj nudimo predvsem informacije in pomoč za člane društva upokojencev za obrambo, mislim za obrambo in tistih, ki še niso člani. Tudi da jim nudimo, da pristopijo društvu in splošne informacije o delovanju društva, na kakšen način se včlanijo, kaj jim nudi in to. Temu delu se reče domoljubni otok. Skupaj s Slovensko vojsko, s temi domoljubnimi organizacijami predstavljamo. Recimo našim mladina, ki je zavedla, ki je domoljubno osveščena. To so naši učenci napisali, domoljubni pism, to je naša uniforma, potem predstavljamo lahko tudi ob 20. obletnici izdan zbornik manevrske strukture narodne zaščite, če kjer ga zanima, so zelo zanimive stvari noter, odklanjamo, tudi zastavice delimo. Za vse naših generacij, starejših smo še jugo služili ali pa kaj. Predstavljen krasen spomin nazaj na čase, ko se še mlad leto spuščal okrog. Za srednjo generacijo imaš še zmerom vabilo, da se kam pridruži. Za mlajšo je pa nezanimivo, ker ne vojske ne služi. Na festivalu za tretje življenjsko obdobje predvsem širim dobro voljo in veselje. Tudi starejša populacija je zelo vesela avtogramov in prav z veseljem jim podpišem svoje kartice, ki jih prinesejo. Obiskovalcem skušamo predstaviti poklic vojaka, prostovoljno služenje v Slovenski vojski in pa pogodbeno rezervo. Starejše se predvsem zanimajo za te oblike sodelovanja vojske, predvsem za svoje vnuke in pa nekateri morda za svoje sinove. Motoročne spretnosti, delam za MORS, tudi če kakšen želi, pridemo in imamo te delavnice, da jim pokažemo, da se ne kratkočasijo in uživajo v lepem okolju. Republike Slovenije za zaščito in reševanje je reden gost na dnevih za tretje življenjsko obdobje. Tukaj želimo tudi tej generaciji ali pa tem generacijam predstaviti nekaj tistih stvari, ki so pomembne za preventivo ob naravnih in drugih nesrečah. Kot veste, je oktober tradicionalno mesec požarne varnosti, letošnji poudarek je na gasilnikih in na gašenju notranjih požarov. Iz vojaške zdravstvene enote na tem sejmu obiskovalcem zmerimo krvni sladkor, krvni pritisk, svetujemo kaj okoli zdravja, prehrane, karkoli nas pač vprašajo. Naše poslanstvo je seveda, da v najboljši moči prikažemo
šport in tudi Slovensko vojsko vsem Slovencem, tako mladim kot starim, tako bodočim vojakom kot bivšim vojakom, pa seveda vsem državljanom.